če se spomnimo letošnjega januarja, prepričana sem, da to ni bil najbolj depresiven mesec letošnjega leta, ampak pravzaprav mesec veselja, praznovanja in slavja ne samo inženirskega dela, ampak tudi žensk. Le kdo se ne spomni tiste čudovite zgodbe 50 inženirk na odru v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je seveda nagrado prejela zelo zanimiva gospa inženirka, in sicer Rozana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. To je bil poseben dogodek, poseben naboj, ki je zrušil, upam, da vse mite, stereotipe, steklene stropove in dal zalet ne samo inženirskemu poklicu, ampak tudi nam, ženskam. Nažalost je bila Rozana službeno zadržana, ampak kljub temu vam pošilja lepe pozdrave, vam želi zelo uspešen industrijski forum IRT 2023 in nam je posnela vnaprej nekaj misli, tako da predlagam, da si jo ogledamo in ji prisluhnemo. Inženirka leta 2022 je Rozana Kolar. Moj cilj je bil jasen, vedela sem, kaj želim postati. Ta cilj so napajale moje sanje, ki so bile v določenih trenutkih, težkih trenutkih res pomembne. In tega sem se držala, strmela sem k cilju. Prišla sem do podjetja Adria Tehnika, ki mi je dala to možnost, ker to je vse, kar v bistvu rabim. Rabim, da mi daš možnost, ki jo lahko potem izkoristim. Rozana, danes ne moreš biti z nami v Portorožu na industrijskem forumu. Imaš obveznosti. S čim se trenutno ukvarjaš? Trenutno sem bi se rekla, v pripravah za šolanje, namreč k licenci bom dodala nov tip letalskega motorja in to zavzame en teden šolanja, priprav in vsega in potem še praktično izvedbo. Tako da žal, ravno to je razlog, da ne morem biti z vami danes. Imaš še kakšne posebne plane potem v prihodnosti, bližnji prihodnosti? Zdaj, če izpustimo dopust, trenutno ne, ker čakam potem na novo sezono, kjer se vrišejo na začetku sezone vsi načrti za to sezono, od šolanja, dela, načina dela in tako naprej. Ampak delati pa verjetno nikoli ne zmanjka. Ne, tako da žal pač ne, to ne gre tako. Zdaj že pol leta nosiš naziv inženirka leta. Če se ozreš nazaj, pa malček povzameš v bistvu vse vtise, čustva, dogajanje. Kako bi opisala svoje življenje po prejemu naziva? Potem mogoče tudi odzive v službi, strani svojih sodelavcev? Zdaj tako, zame razen tega, da hodim na intervjuje, da se udeležujem raznih konferenc, pogovorov in tako naprej z mladimi, se v bistvu ni nič spremenilo. Jaz ostanem zjutraj normalno, grem na delo, opravim svoje, poleg tega pač upravljam še potem zdaj, bi se temu rekli, dodatno delo, da se ukvarjam z mladimi malo bolj intenzivno, česar prej nisem počela. Tako da to je ena takšna dobrodošla sprememba. Za fante v službi je pa zdaj tako, tudi oni so se mogli navaditi medijske pozornosti, ker na začetku je bilo kar precej intenzivno povpraševanje, ali lahko pridemo snemati k vam, ali lahko opravimo pri vas intervju, mi bi pa to naredili v delovnem okolju. Tako da tudi oni so se posledično navadili, da so kamere prisotne in zdaj že ono, ne, se je prišel sam snemati. V redu, kako pa vodstvo gleda? V bistvu, pač pa tvoje podjetje Adria Tehnika je postal tudi posledično dosti medijsko izpostavljen na nek način, ne? Ta, bom rekla, branding podjetja kot tak verjetno godi tudi v samemu vodstvu oziroma podjetju. Ja, v bistvu zdaj ime podjetja Adria Tehnika je postalo prepoznavno v širši Sloveniji. Prej je bilo mogoče znano samo letališču Brnik oziroma okolici Brnika, pač s čim se ukvarjamo, pa zdaj tudi večina ljudi ve, da Adria Tehnika ni isto kot Adria Airways in da to ni podjetje, ki je šlo v stečaj. Tako da zdaj ločijo te dve branže. Kar se pa tiče ostalega vodstva, je v bistvu zelo veselo, ker poleg tega naziva, ki so ga z mano pridobili v hiši, je potem tudi Avia Prime dala vse te stvari naprej, tako da smo postali medijsko znani tudi oziroma odmevni po Evropi in po svetu. Zdaj si imela že kar nekaj intervjujev. Kaj je tista zadeva, ki te največkrat vprašajo? Pa v bistvu najbolj pogosto vprašanje je ravno to, kako poteka moj delovni dan. Zaradi tega, ker poklic ni širše znan, ljudje nimajo predstave, kaj počnemo in potem nekako to vedno vprašajo. Ampak kaj več, razen tistih splošnih stvari, ki so tudi na spletu dosegljive preko videoposnetkov, ne morem povedati, ker posel je pač del poslovne skrivnosti. Ok. Kdaj misliš, da boš dobila kako kolegico, letalsko inženirko? Zdaj tako, v inženiringu že imamo eno punco, Dani, z nami je zdaj že nekaj časa, se pravi, ona je v inženiringu, letalska inženirka tudi,
v hangarju, imamo pa trenutno eno punco na praksi, tako da upam, da potem, ko konča uspešno šolo, da se nam pridruži. Perspektivno. Kaj je bilo pa najbolj zanimivo, kar so te do sedaj vprašali mladi? Nekako moramo tole razdeliti na skupine. Zaradi tega, kolikor se jaz udeležim dogodka na srednjih šolah, so vprašanja bolj splošne narave, ki so povezane z delom, ki ga upravljam, kako to poteka, kako to izgleda, sprašujejo predvsem iz letalskega sveta. Če so to kakšne bolj strokovne konference oziroma naprimer tako, kot je bila matematična olimpijada, tam so dekleta spraševala predvsem življenjska vprašanja, ki jih je zanimalo, a je boljš, če se odločiš za tehnično smer ali se odločiš za teoretično smer v tehniki, kako bo to vplivalo na njihovo življenje, a je mogoče imeti potem družino, si ustvarjati zasebno življenje pa istočasno voziti kariero, takšne stvari. Potem pa tudi, ko se končajo vsi ti podcasti, konference in tako naprej, pristopijo posamezniki, to so pa potem tista majhna, intimna vprašanja, ki jih zanima pa resnica, kakšna je zgodba v ozadju, zanima jih tehnologija v letalu in tako naprej. To so pa potem, bom rekla, intimni pogovori med nami. Šli smo čez to, kaj te največkrat vprašajo, šli smo čez to, kaj zanima mlade. Kaj te pa skoraj nikoli nihče ne vpraša, pa bi ti rada povedala? Kako je delati v letalskem svetu, v bistvu? To je eno takšno vprašanje, zaradi tega, ker poklic ni znan, po verjetnosti zaradi tega, ker pač, kot sem prej rekla, širša javnost ne ve, kaj počnemo, mi smo ljudje v senci. In to bi bilo eno tako vprašanje, ki jim lahko razložim, da tudi naš poklic v letalskem svetu je tako zelo širok, da nismo samo mehaniki, niso samo piloti pa stevardese, katere vsi poznamo iz tega sveta, da še toliko drugih služb, ki smo dejansko povezani zato, da lahko eno letalo deluje, funkcionira in da lahko potniki nemirno, tako bom rekla, mirno letijo na vse strani sveta, kamor si želijo in lahko grejo potem zvečer mirno lepo spat, ko pride na svoj cilj. Tako da to je eno res takšno vprašanje, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da ljudje spoznajo, da niso samo mehaniki vozil, da obstajamo še drugi ljudje. In tudi zato, ker potem na takšen način, če kdo vpraša takšno vprašanje, ki so netipična in nestandardna, lahko doseže tudi večjo ciljno publiko, lahko doseže mlade, lahko doseže starejše ali pa bodoče zaposlovalce, zaradi tega, ker jim nekako razširiš obzorje, da vidijo svet, da obstajajo še včasih kaj drugega, ne pa samo tisto, kar poznamo preko medijev. Hvala, Rosana, in vse dobro pri tvojem izobraževanju. Hvala.